Pozdravljena Maja, pozdravljeni, sem Martina Frangeš in sem kuratorka spletne galerije Medianox. Danes je z mano tukaj Maja Vraber-Trabe, mlada umetnica, ki se tokrat predstavlja serijo umetniških del Mistični svet pod gladino vode. Pozdravljena Maja. Zdravo. Torej, kot že nakaže naslov razstave, je rdeča nit v bistvu motiv morske deklice. In sedaj me zanima, iz kod si črpala inspiracijo za to in zakaj prav morska deklica? V bistvu prvotna inspiracija za razstavo je ta online challenge, ki poteka vsako leto meseca maja, Mermej. Potem pa sem videla v tem priložnost, da upodobim ta bitja na svoj drugačen način. Seveda te že kar nekaj časa tudi spremljam na Instagramu in sem tudi opazila, da si tudi precej spremenila slog. Sedaj namreč umetniškim delom dodajaš tudi ozadja, s katerimi gradiš kompozicijo, in me v bistvu zanima, kakšen je tvoj umetniški proces in v bistvu kako nastajajo tudi ta ozadja, ki so res zelo posebna. Hvala. Ja, v bistvu prej sem veliko risala digitalno in tudi jaz kot mnogi sem se navdušila nad svobodo, ki ti jo omogoča digitalno risanje, ker ne rabiš skrbeti, da se boš zmotil, spreminjaš in popravljaš lahko v nedogled. In velikokrat se mi je zgodilo, da sem za te male popravke, ko je bila slika v bistvu že končana, porabila ure. Enostavno zato, ker lahko, ker je možno. Pri klasičnem slikanju pa si prisiljen nehati, ker se barva posuši, ker je papir prepojen, ker zaradi takšnih razlogov in je slika nekako se na naravni točki se konča. Torej, kaj hočem s tem povedati, je, da je lahko ta svoboda in popolni nadzor, ki ga omogoča digitalno slikanje in v katerega se tudi z lahkoto zaljubiš, je lahko tudi pogubno, ker ja, ne končaš, ker enostavno vedno lahko še naprej popravljaš in temu ni konca. Ja, Ja, z ozadji pri tej seriji pa ja, res sem se zabavala. Rada se igram s temi praznimi prostori, ker mi je res všeč, kakšno moč imajo. Razčlenijo format, razbijajo ostri rob, kar mislim, da razbije tudi formalnost in doda igrivo noto. In sliki dodajo tudi globino oziroma tako več planov. Te prazne prostore dodajam tudi zelo premišljeno, zato naredim veliko malih skic, ker za to negativno in pozitivno sliko je treba biti pazljiv, da ne moti očesa, ker izmenjuješ medtem pač, ko gledaš, ne. Ja, nedvomno res ti prazni prostori delujejo odlično in dodajo tudi neko fluidnost in postavijo v ospredje v bistvu motiv, hkrati pa je ozadje še vedno enako močno. Kar je res dobro. Sedaj pa se tudi moram dotakniti samega osrednjega motiva, torej morske deklice. V primerjavi s stereotipi so tvoje morske deklice upodobljene zelo spolno nevtralno. Kaj želiš v bistvu sporočiti s takšnim načinom upodobitve? V bistvu je za tem več razlogov. Eden izmed njih je, da me moti, da kakor hitro je na sliki ženska, se jo primerja z nekim idealom, če ga dosega ali ga dosega ali ne. In to ni to, kar hočem sporočiti s svojim delom. In tudi, če pogledamo morske deklice specifično, so v bistvu v vseh upodobitvah res prekomerno seksualizirane, še v knjigah, serijah, filmih za otroke. In
sem hotela res na nek drugačen način jih upodobiti. V bistvu zelo, zelo močno sporočilo, sploh v teh časih, ko se tudi več ozavešča o tem, s čim se ženske tudi spopadamo na v bistvu redni ravni. Sedaj pa prej si že omenila, da si v bistvu delala do sedaj digitalno, ta serija pa je v bistvu narejena v tehniki gvaša. In zdaj me zanima, kaj ti je v bistvu všeč pri gvašu? Ja, moj slog je bil od nekdaj poln organskih, mehkih linij, močnih in ostrih kontur in pa ploskih barv. Vedno sem bolj strmela k simpliziranju. Gvaš mi je v bistvu omogočil zaokrožiti vse te elemente skupaj in ja, zato je slikarska tehnika, ki mi je najbolj pri srcu. Je prekriven, tako da se na ploskih v bistvu ne vidi potez čopiča. Njegov finiš je zelo mat in ohrani lahko tiste ostre robove, tako da mislim, da mi je res s tem, kaj jaz hočem doseči, mi je pisan na kožo. Mislim pa tudi, da moj pristop k slikanju ni toliko slikovit, ni toliko slikarski, kot je v bistvu risarski, ker je ploskovit, ni mehkih prehodov. Mislim, da na to vpliva tudi moja oblikovalska stran, ker je grafično oblikovanje tudi velik del mene in vpliva tudi na to, kako slikam. Ja, absolutno. Katere tehnike pa bi si še mogoče v prihodnosti tudi želela poizkusiti, morda in se z njimi poigrati? Sigurno bi rada več eksperimentirala z akvareli, z akrilnimi markerji, pa tudi digitalno mislim, da se želim še izboljšati in preizkusiti, pa mogoče tudi združiti večkrat digitalno in klasično. Dobro, sedaj pa v bistvu glede na to, da smo obedve delujemo predvsem v mariborski okolici, me zanima, kako v bistvu vidiš art sceno v Mariboru. Misliš, da imate mladi umetniki dejansko dovolj priložnosti? Na prvo žogo bi rekla, da ni dovolj priložnosti. Sicer so, ampak jih moraš iskati, vložiti trud, se izpostaviti. Umetniki pa smo v bistvu znani po tem, da smo izrazito samokritični, verjetno najbolj. Nikoli nismo zadovoljni z delom, vidimo same napake in seveda potem ti je težko, se ne želiš izpostavljati, ker si v dvomih ali pa misliš, saj bom naslednji mesec, naslednje leto, ko se bom izboljšal. Ampak mislim, težko je premagati to, ker ta občutek, ta samokritičnost ne izgine, ne. Samo navaditi se moraš. Ja, nedvomno, pa res je, da definitivno ni toliko priložnosti za umetnike, kot bi v bistvu lahko bilo, ne. Tako da je potem še posebej težko na tak način v bistvu tudi se izpostaviti. Ja. Sedaj pa me v bistvu zanima, kakšne imaš morda cilje še v prihodnosti glede ustvarjanja? Ja, imam toliko interesov in hobijev, da včasih se prav malo izgubim med vsemi. Pač oblikovanje, risanje, digitalno ustvarjanje, fotografija, fotomanipulacije, 3D print, pač vse živo me zanima. Upam, da bom v prihodnosti našla nek način, da združim čim več teh stvari, ki jih imam res rada, v nekaj, kar me bo osrečevalo in tudi preživljalo. Ja, nedvomno upam, da ti uspe. Sedaj pa bi se ti rada še v celotni ekipi Medianox zahvalila za pripravljenost, da smo opravili ta pogovor in ti tudi čestitala v tvoji prvi
razstavi, če tudi spletni. Hvala. In ti v bistvu v imenu celotne ekipe želim res ogromno sreče in ogromno uspeha na nadaljnji umetniški Hvala. poti. Hvala, da ste me povabili. Z največjim veseljem, hvala tebi in se slišimo. Ja. To bek reči, prosim.